Torej, zdaj smo prišli do tretje točke stvari, ki jih moramo obvladati v Photoshopu, da smo znalci. In sicer maske. A mogoče kdo ve, kaj so maske? No, da nekaj pokriješ, če video odstraniš, ali dodaš, ampak je ena druga plast. Ja. Se pravi, maske so, če čist najbolj poenostavimo, definirajo vidljivost ene plasti ali pa vidljivost ene spremembe. Torej, na katerikoli plasti, če se recimo spomnite kužka, ki smo ga imeli, pa smo potem označili belo barvo in zbrisali tisto belo barvo, ne, tista barva je bila zbrisana, ne, in tiste barve ne bi nikoli več mogli dobiti nazaj. Medtem ko torej maske nam omogočajo, da recimo določene dele skrijemo in vedno lahko potem pridemo nazaj, če smo recimo pobrisali preveč, če bi želeli kakšen detajl potem vrniti. In v tej vaji bi jaz želel narediti sledeče. Želim, da ima tale jajček tale usta. In zdaj, ta prva stvar, ki jo bomo mogli spremeniti, je barva teh ust. Kako lahko spreminjamo barvo ene plasti? Kaj? Ok, kako spremeniš barvo? Ne? Se pravi, želim recimo zamenjati, da tale rdeča ne bo več rdeča, ampak da bo bližji. Ja? Imi? Pa tukaj nekaj spreminjaš, no? Hue and saturation. Torej, pejmo najprej, bodite pozorne, da izberete usta, torej, da imate izbrano plast usta in potem pejmo v Image, Adjustments in pa Hue and Saturation. In zdaj dajmo vrteti tale drsnik Hue, tako da bodo ustnice čim bližje barvi tegale jajčka, tam pri 65 bo stvar že kar blizu. In potem date OK. Torej, zdaj smo spremenili v oklepaju destruktivno, ne, barvo tele plasti, tako da so naše ustnice zelo podobne barve kot to. No, zdaj pa dajmo premakniti ta usta nad jajček. Če nimate izbranega orodja za premikanje, samo držite Ctrl, tako da ga dobite in potem samo kliknete in povlečete nad jajček. Bomo odrezali ven, to je naslednja naloga. Ne? Torej, ne? Zdaj pa dajmo narediti svojo prvo masko. In sicer dajmo iti v meni Layer, Layer Mask in pa Reveal All. Torej Layer, Layer Mask in pa Reveal All. Zdaj bodite pozorne na mojo desno stran. Ne? Torej, zraven te plasti se je zdaj pojavil en nov pravokotniček, ki je bele barve. Torej, ta bela barva definira zdaj vidljivost. To je maska. Torej, če bi jaz želel, imam zdaj, torej, še prej, dve stvari imam zdaj na tej plasti, ne? Vsebina plasti in maska. In zdaj lahko izberem ali. Ne? Če pogledate tele črtice, ki so se zdaj pojavile, ne? Torej, jaz lahko zdaj kliknem na vsebino ali na masko. To bo pomembno takrat, ko bomo začeli risati po tej maski. Torej, če jaz želim izbrati čopič, lahko zdaj rišem po vsebini plasti, ne?
Bomo šel en korak nazaj. Ups. In če izberem masko, bom risal po maski. In kaj se zgodi, če rišem na zdravje črno barvo? Bo vidljivost te stvari, te plasti skrita. Ne? Torej, ta del je zdaj prozoren, zato ker sem risal za črno barvo. In če pogledate tukaj na desni strani, lahko zdaj tudi vidite, da je en črn flekec. Jaz bom zdaj držal Alt, pa kliknil gor sem to, da vam pokažem. Torej, tale črni flekec zdaj definira, kaj na tej plasti je skrito. Ne? In jaz lahko to premikam okoli. Ne? In ta stvar zdaj ni bila odstranjena. Ne? Tudi tukaj lahko zdaj vidimo, ne, da vsebina te plasti še vedno ostaja enaka. Torej, jaz lahko grem zdaj, si izberem drugo barvo. Tukaj le bom kliknil na tole ikonco, da bom zamenjal za belo. In zdaj čez isto stvar risal z belo. Torej, dajmo najprej narediti to. In zdaj bom vrnil z belo barvo nazaj vidljivost tega dokumenta. No, in zdaj dajmo narediti sledeče. Zato, ker ne želim, da je to zdaj tako zelo agresivno, dajmo najprej definirati, koliko bomo imeli širok tale čopič. Pa ga dajmo narediti, da je približno toliko širok, kakor tele ustnice. Torej, imamo več možnosti. Ne? Ali desno kliknete in izberete tukaj velikost, ali pa držite tipko Alt in preprosto z desno miško povlečete približno na to. Ne? Se pravi, z desno miško potem povlečete. Tako, ja, evo. Ja, tako, ne, se pravi, potegneš na desno, bo večja, potegneš na levo, bo manjša, ne. Imamo zdaj približno vsi približno toliko velik čopič. Ne, noče. Dajmo pogledati. Vse vedno. Zaradi tega, ker ti zdaj hočeš barvati z belo barvo, po beli maski se pač ne zgodi nič, ne? Če boš zdaj želela, ne? Aha, tukaj le boš dala na normalno. Tako, ja, zdaj bo. Pa dajmo zdaj vsi spremeniti tukaj le opacity iz 100% na recimo 30%. Kaj se bo spremenilo za to spremembo? Ne bomo več risali z absolutno belo ali pa absolutno črno, ampak bomo samo 30% te barve dodali. Se pravi, jaz bom zdaj kliknil tukaj le na spustni meni in izbral 30%, pa samo toliko, da vam pokažem, ne, vsakič, ko bom kliknil, je 30% črne in se potem sešteva, tako da lahko večkrat nežno kliknem in je vedno bolj črno. Okay? Torej, imamo zdaj vsi enak čopič, imamo vsi opacity, dajte preveriti samo tukaj, da imate blend mode na normal. In imamo izbrano črno barvo kot glavno barvo. Ja? Dobro. In zdaj začnite risati po delih, ki bi želeli, da so skriti. In v trenutku, ko boste začeli risati gor z čopičem, bo zadeva. Ja. Kaj zdaj? Zakaj me ne prijemam žogico tam? Ker rišeš z belo barvo. Z belo barvo rišeš. Zdaj vas še tole. Kako se je bilo?
Caps lock sem stisnil. Okay. Če ima slučajno kdo plusek na mesto tele ikonice za čopič, če pritisnete tipko Caps Lock, ima Photoshop tako imenovani precizni kurzor, ki se, mislim, imate potem točno sredino, ne, ampak tale kurzor nam pa recimo pomaga pri tem, da vidite točno, kakšna bo velikost samega kurzorja. Tako da, dajmo. Ja, zato, ker imamo zdaj 30%, lahko zelo precizno definiramo, kaj bo vidno in lahko zelo pridemo v neke detajle. Če pa želite, ne, lahko pa recimo tele zunanje dele tudi za 100% pobrišete najprej, pa greste potem spet nazaj v detajle na. Zdaj bomo pa malo kombinirali znanje. Torej, zdaj smo risali po maski, mimogrede, tole sem mogoče pozabil pokazati, ne. Na predavanju 305, kaj smo naredili v resnici, ne? Če grem jaz zdaj noter v tale jajček in si pokažem tole masko, to je moj rezultat v bistvu, ne? Torej, vse, kar je na tej maski belo, je vidno, torej je ta plast vidna, in vse, kar je na tej maski črno, je skrito, ne? Torej, rezultat je original in zdaj tole. Kako? Zakaj meni se mi ne pojavi? Aha, jaz sem držal, da sem naredil tole, ne. Torej, da sem dobil tole, sem držal tipko Alt. Da dobite vidno masko, kliknete na tole in držite Alt. To je, lahko bi tudi, aha. In pa, da sem izklopil masko, sem držal tipko Shift, lahko pa tudi desno kliknete, pa date Enable pa Disable Layer Mask, ne. Da je View Properties. Evo, spravi drži Alt, pa klikneš gor. Tak, ne? Tako da si pogledate svoje nove, sveže maske, ki ste jih porisali. Zdaj bomo pa malo skombinirali naše znanje od zadnjič. Torej, zdaj imamo tukaj eno variacijo ene prejšnje naloge in sicer je v tej nalogi problem, da imajo vsi ti objekti še neka ozadja. In mi želimo zdaj ta ozadja skriti, ampak jih nočemo zbrisati. Kako bi zdaj recimo označili eno izmed teh barv? Nekje sem že celo slišal? Kje? Yes. Ne? Pa dajmo zdaj spoznati dve različni komandi. In sicer jaz bi najprej tole lubenico skril, da bomo videli ta dva A-ja direktno noter. In zdaj, v prvi nalogi si želim, da izberemo ta A in da bo samo ta A viden. Torej, ta A je na plasti skupaj z ozadjem. Dajmo označiti zdaj to črko. Torej, dajmo izbrati najprej Magic Wand. Zdaj pa pogledajte, ne? Če imate tukaj le Sample All Layers, ne rabite izbirati plasti. Vseeno bi bilo pa fajn zato, ker bomo definirali masko potem na tej plasti, tako da dajmo izbrati črko. In ta pravo črko, se pravi ne ono, kaj je ta desna, ampak tale, kaj je ta leva. Torej, črka, imamo izbrano plast in preprosto enkrat kliknem na črko A, tako da jo imam izbrano. Ja? Imamo vsi? Ja, ja. Okay. Zdaj pa pejmo v meni Layer
layer mask in pa zdaj imamo dve novi možnosti. Torej zdaj imamo mi aktivno selekcijo in to aktivno selekcijo lahko uporabimo kot podatek, iz katere bo on zgradil masko. In imamo možnost dve. Eno je reveal selection in drugo je hide selection, katera bi bila v tem primeru pravilna. Želimo videti samo črko A in ne ozadja. Reveal selection, tako. Torej, damo reveal selection in kaj se je zgodilo? Vidno je samo še ta črka, ne pa ozadje. Ne? In če pogledate tukaj na desni strani, zraven te črke imamo zdaj masko, ki je cel dokument je črn, razen tam, kjer je črka A, ki je zdaj bela. Zdaj pa dajmo za hec si izklopiti tole modro ozadje, tako da bomo videli transparenco za tole naslednjo črko. Torej, zdaj pa želim, da označimo črko A, ampak želim, da črka A ni vidna. Torej, izberemo črko A in želim, da je ozadje črke A vidno, črka A je pa skrita. Tako, gremo v layer mask in pa hide selection. Kaj se bo zgodilo? Kakšna je razlika? Prej smo imeli izbrano črko in smo rekli reveal selection, to pomeni, da je naredil masko in je pokazal samo tisto, kar je izbrano. Zdaj se bo zgodilo ravno obratno. Imam črko izbrano in želim skriti črko, želim pa pokazati vse ostalo. To pomeni, da bo črka naenkrat črna in vse ostalo bo belo. Torej, kliknem na hide selection in če pogledate tukaj na desni strani, lahko vidite, da je vse belo, razen prostora, kjer je ta črka, tam je pa črno. To pomeni, da on skriva zdaj na tisti točki te informacije. Ampak spet, treba je ponoviti, niti to ni skrito, ni izbrisano. Torej, to je samo skrito in lahko kadarkoli vrnem. Če bi se recimo jaz zdaj postavil na masko teleta prve črke in bi jaz začel recimo risati z belo barvo, lahko vrnem vidljivost te maske, ki sem jo naredil. Torej, zdaj, če pogledamo recimo, kako maska v resnici izgleda, je to tole. Torej, imeli smo najprej belo masko in potem sem se še z belim čopičem sprehodil noter in malenkost porisal. Zdaj pa dajmo narediti še vse ostale. Zdaj še vsem ostalim, torej zdaj boste pa označevali ozadja in skrivali. Torej layer mask in pa hide selection za ozadja. To plast imaš izbrano. Zdaj sem desno klikan, pa da je delete. Desno klikan, pa da je delete layer mask. Bodite pozorni, katero plast imate izbrano, da imate izbrano plast, na kateri želite masko pokazati. Zakaj me ne prenosim? Zato, ker hočeš v bistvu skriti samo ozadje, da izbere ozadje. Ne, piščanc. Ne, ti hočeš ozadje skriti, da bo piščanc viden. Allora? V redu je, v redu. Ali v redu? Ja, Okay. ampak ne klikati na piščanca, klikati na ozadje. Tako, Zdaj imaš v bistvu piščanca posredno izbranega, zato, ker zdaj gre v layer, kjer pa je bil meni, layer mask in katero boš izbrala. Zdaj imaš selekcijo izbrano in želiš, hide selection, zato, ker imaš, pet enkrat, dala si hide all.
Ja? Pet še enkrat layer mask. Ja? Zdaj imaš selekcije. Ja? Ti imaš zdaj selekcijo izbrano. Imaš izbrano ozadje, ki je od tega piščanca, ki ga želiš skriti. Ne? Torej, želiš skriti selekcijo, ki jo imaš. Okay? Torej, rivet. Torej? Hide select. Ok. Ja? Evo, ne? Skrila si tisto, kar si imela izbrano. Ne? Ja? In zdaj? Zdaj greš na naslednjo plast. Ja, super. Ja. Samo še pri aju imaš en problemček, ne? Veš kaj, ne. Zdaj, kako lahko midva to dodava noter, ne? Zdaj, lahko označiva recimo to, ne? In zato, ker imamo zdaj tole izbrano, ne? Lahko recimo samo napolneva, ne? Za to barvo. Se pravi, če bi recimo šla v Magic Wand, ne? In imava recimo zdaj tole izbrano, in ker je tale maska zdaj izbrana, ne? Ni recimo vsebina, ampak je maska izbrana, greva lahko v Edit profil, ne? In jo z črno. Torej sem zamenjaš. Tako, ne? In za tega, ker je, ne, ono v bistvu, če držiš, ja, ne? Tukaj sva zdaj napolnjena, ne? Če bi šla en korak nazaj, ker spusti. Okay? Stay backward, to je bilo prej, ne? In zdaj sva midva samo tole še dodatno. Tako, ne? Nič drugega, ker samo šla sva v Edit profil, s tem, da sva imela izbrano v bistvu masko, ne? To bo pri naslednji vaji, ko boš imela, bo potem to še pač, boš videla to ekstra. En quick mask ti je izbrala, to ne rabiš uporabiti. Ja, kaj? To mi noče več izbriši. Aha. Dajmo za hec. Se pravi, tukajle, ne, smo prišli do enega problemčka, ne. Če nimate izbranih vseh stvari naenkrat, takrat, ko ste naredili masko, so vam stvari ostale, ne. Če bi jaz recimo zdaj šel v Magic Wand in kliknil tole, ne, in bi zdaj rekel, da hočem imeti Hide Selection, so mi zdaj ostali eni kvadratki, ne. Tale, zato ker je Domen zvit in je naredil tako vajo. No, in zdaj, če gremo tukajle noter, imamo zdaj eno drugo možnost, se pravi, zdaj bi mi mogli označiti prostor, kjer so ti kvadratki. Kako bi lahko recimo to naredili zdaj? Kar nekaj različnih pravilnih možnosti imamo. Ja, recimo, ne? Lahko bi vzeli marquee in najprej označili tale blok kvadratkov, kako bi zdaj dodali novo selekcijo. Kako bi dodali k tej selekciji še nekaj drugega. Med tele 4 ikone gremo in drugo ikono po vrsti izberemo, ne? Tako da bo dodala k trenutni selekciji naslednjo stvar, ki jo bom naredil, in bom potegnil tukajle in pa tukajle, da bom dobil vse 3 stvari izbrane. Zdaj pa pogledajte, ne? Torej, mi imamo zdaj selekcijo izbrano. Tole, vse, kar hočemo skriti, ne? In zdaj pogledajte na tej plasti. Na tej plasti, tako kot smo prej rekli, lahko označim ali pomarančo, torej ali vsebino, ali masko. Če kliknete na eno ali pa drugo, boste okoli izbranega dobili takole črtice. In dajmo izbrati masko. Torej, zdaj imamo izbrano masko in imamo izbran content, ki ga želimo skriti. Kako smo na začetku napolnili nekaj z barvo? Kam smo šli, da smo napolnili nekaj z barvo? Smo šli shadows. Ja, okay. Tako, edit pa fill, ne? Torej, gremo, zdaj imamo pozorno, ne? Imamo izbrano masko tukajle,
in na ta pravem layerju. Ne? In zdaj grem jaz edit in pa fill. In zdaj recimo tukaj v mojem primeru, ker imam sekundarno barvo, si lahko izberem ali sekundarno barvo ali pa kar črno. Ne? Torej contents, lahko dam tlele black ali pa background color ali vseeno pok in sem skril te stvari. Zdaj pa bom šel en korak nazaj pa vam pokazal, kaj se je v resnici zgodilo. Ne? Torej držim Alt in sem kliknil na masko. Ne? In ta maska je zdaj zaenkrat skriva samo to, kar je črno. Ne? Tukaj je en kvadratek, tukaj sta dva kvadratka in tukaj so kvadratki, tele barbasti. Ja? Torej, vse, kar je belo, je vidno in vse, kar je črno, je skrito. In kaj se bo zgodilo zdaj, ko bom šel v edit pa fill, spet, ne, bo tukaj napolnil s črno, tukaj bo napolnil s črno in tukaj bo napolnil s črno in zato skril. Ne. Torej, grem v edit pa fill, ponovno, izberem black, ne, in on je, vse, kar je naredil, je, ker sem imel izbrano masko, je, da je stvari, ki so bile izbrane, napolnil s črno, torej skril zadevščine, ne? In če se vrnem zdaj nazaj, so te stvari zdaj skrite. Ja? To je ena izmed stvari, ki so v Photoshopu, mislim, morate iti skozi ta miselni proces, da je maska nekaj, kar lahko vključite noter v svoje delo. Ne? Zato, ker v trenutku, ko boste začeli to uporabljati v resnici, ne, boste imeli možnost, da ne boste nobenega detajla več zgubili. Ne? Nič ne bo več zavedno zbrisano, vedno boste imeli možnost iti en korak nazaj, ok, ne? Preveč sem pojedel las ven iz ene fotke, dajmo vrniti nazaj, ne? Ali pa, ne vem, preveč mi je pojedel roko iz ene slike, ni problema, samo z belo grem nazaj porisati in sem to ponovno dobil. Zdaj pa dajte lepo prosim odpreti vajo 306. Ta vaja je razmeroma enostavna, ker ima izključno samo 3 plasti. In imamo 2 problemčka. Ne? Na problemu z ladico, ki se potaplja, imamo tukaj eno površino, ki je preveč, in pa v plasti z ribico imamo tukaj eno površino, ki je preveč. Torej najprej označimo barvo in potem naredimo masko. Pa ne pozabiti pravilne plasti izbrati. Ne? Torej, mogoče si imela edino malenkost premalo tolerance, ne? Si imela samo na petki. Zdaj, lahko to enostavno rešuješ. Zdaj, če recimo z Altom klikneš na tole, ne? Boš lahko videla celo masko, ja? In lahko zdaj recimo tole dodatno označiš, pa recimo samo tole. Kar zore, kar češ. Ali pa recimo z markijem označiš, pa recimo potem napolniš s črno. Ne? In tisto, kar bo absolutno črno, bo absolutno skrito in imaš stvar rešeno. Ja? Če je slučajno kdo dobil v tej nalogi kakšen ekstra detajl, ki ga ni želel, ne? Da je recimo premalo pojedlo oziroma premalo skrilo, ne? Recimo v mojem primeru, zdaj, ker imam zelo nizko toleranco, ne? Če bi jaz zdaj skril tole, ne? Še pravi šel layer, mask pa hide selection, imam tlele zdaj ene ekstra flekce. Ne? In to lahko kadarkoli, ne? Jaz grem zdaj v tole masko noter in lahko bi šel popravljati stvar. Ne? Torej bi si označil nek delček, ki bi ga želel dodatno napolniti z črno barvo, če, ne? In potem, ko imam to selekcijo aktivno, bi šel spet samo v edit, fill in napolnil z črno. Ne? Lahko bi recimo tudi z črno barvo šel risati gor. Ne? In v trenutku, ko se vrnem, imam recimo
stvar. Ne? Zdaj pa druga varianta je seveda, da si malenkost povečam toleranco, kliknem in imam potem dosti kvalitetnejši rezultat. Ne? In pa isto je tukaj, pok, preprosto layer, layer mask, hide selection in imamo eno fantazijsko zgodbico ribice, ki nam bo pojedla ladjo. Koliko smo rekli, da imamo zdaj še cajta? A stisnemo še kakšno nalogo ali ne zaključimo za danes? Dobro. Ja. Zdaj, dajte za hec odpreti vajo 202. To je tista vaja, ki smo jo naredili nazadnje. Torej, vaja 202 hardcore je bila vaja. Tale. Torej, če zdaj izberemo katerokoli od selekcijskih orodij, imamo tukaj le zgoraj gumbek Select and Mask. Dajmo klikniti na njega. In potem klikniti na Select Subject. Tako da nam označi tisto, kar on misli, da je človeček oziroma del, ki bi ga želeli mi odrezati ven. In zdaj dajmo ponoviti, kako lahko zoomiramo v dokumentu. Kako lahko zoomiramo v dokumentu? Ctrl plus, Ctrl minus, oziroma če hočete scrubby zoom, imate Ctrl presledek in potegnete noter pa ven. Ne? Meni je to recimo dosti lažje. Ctrl presledek in potem klikneš in potegneš levo ali pa desno. Ne? Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker Ctrl pa presledek ločeno imata neko funkcijo. Ne? Torej, če držim presledek, se lahko kadarkoli premikam po dokumentu. Ne? In če držim zraven še Ctrl, grem lahko noter pa ven. Ne? Tako da grem lahko zelo hitro se premikam po dokumentu in lahko grem not ven, gor, dol, levo, desno, s tem, da če držim Ctrl, pa lahko premikam v bistvu tisto plast. Ne? Zdaj še ne zato, ker smo še noter v pogovornem oknu, ampak, ne? Torej, zdaj, tukaj le zgoraj ne pozabiti, ne, da imamo enako kot je pri Quick Selection Toolu, imamo plus in minus. Torej, imamo možnost, da nekaj odstranjujemo ven ali pa, ne. Torej, jaz bi zdaj tukaj le imam en problemček, kjer bi želel odstraniti zdaj, da bi bilo to ozadje, da to ne bi bilo del tega objekta. Torej, jaz bom vzel zdaj tole, kliknil na tale minusek in preprosto začel tukaj le risati, dokler mi ne bo tega odstranil. In tudi tukaj lahko mogoče vidite, da ima en delček med prsti še detajla, ki ni ozadje, in tudi tukaj le med prsti je detajl, ki ni ozadje. In če se zdaj le premikam, opsala, kje sem pa jaz tipkovnico pozabil, torej, če se zdaj premikam še tukaj le, imam tukaj le še nek detajlček, ki ga želim odstraniti, pa tukaj le spodaj, med nogo in krilom imam nekaj, kar je ozadje v resnici. Pa tukaj le in zdaj tukaj le pri roki imamo pa drug problem, ne? Da je on tole roko začel razumevati kot del ozadja. Pa bi lahko probali zdaj z pluskom tole označevati, da je tole v bistvu moja roka. Ne? Roka. Evo.
Ja. Super. Lupa. Super. Zdaj pa, če pogledate spodaj desno v tem pogovornem oknu, imamo tukaj le output settings. Če slučajno kdo nima tega povečanega, je tukaj le en trikotniček, na katerega kliknete, tako da dobite tele output settings zraven. In imamo eno možnost, ne? Output to in je možnost layer mask. Torej, že default on bo naredil masko na tem objektu, ki ga bomo izrezali ven iz ozadja. Torej output to, layer mask in zdaj, ko kliknem na OK, lahko recimo vidimo, kaj se je zgodilo tukaj pri naši plasti. Ne? On je naredil zdaj na tej fotografiji masko. Ne? In zdaj vemo, kaj to je. Ne? Če zdaj kliknem z Altom in si jo malenkost pomanjšam, to je naša maska, ne? Ki jo je on naredil z svojim algoritmom prepoznavanja objektov. Ne? Vse, kar je črne barve, je skrito in vse, kar je bele barve, je vidno. Ne? In zdaj lahko mi, kadarkoli gremo noter v ta objekt, ki ga je on generiral, ne? Gremo lahko zelo v detajle. Ne? Tukaj, kjer so še vedno, recimo v mojem primeru, težave. Ne? In dokler imam jaz izbrano tole masko, lahko preprosto rišem po teh detajlih in te stvari skrijem. Torej, jaz bi šel lahko, ne? Lahko bi šel tudi z, naprimer, enim od zank, ne? Označiti kakšen del prsta in potem napolniti s črno. Oziroma lahko gremo risati direktno. Torej, grem jaz še bolj detaljno noter, si pomanjšam čopič in začnem risati. Torej, ne pozabiti, ne? Označeno imam masko. Nimam označene vsebine na plasti, ampak masko. In zdaj, ko bom začel risati z črno barvo, ki jo imam glavno, bo te stvari začel skrivati. Ne? Torej bo ta neka ekstra površina, ki je bila okoli prstov, skrita. In tukaj bi lahko šel še bolj noter, ne? Če bi imel, naprimer, tablico, bi lahko vezal, naprimer, velikost tega čopiča glede na pritisk. Tako se pa moram zadovoljiti z brezžično miškico. In tukaj imamo zdaj drug problem. Ne? Tukaj nam je pa preveč pojedel teh prstov. Ne? In tukaj imamo zdaj možnost mi vrniti te detajle nazaj, zato ker nič ni bilo zbrisano. Ne? In jaz lahko kadarkoli zdaj začnem tukaj risati z belo in bo te stvari mi nazaj vrnil. Torej zamenjam barve in začnem dorisovati, ne? Z belo barvo in imam dosti bolj popolno masko. Ne? Tukaj imam recimo dve luknji v roki, ne? Samo z belo grem porisati čez tole in bo roka naenkrat polna, gospodična ne bo švicarski sir. Ne? Tukaj imamo spet neke detajle problematične in kadarkoli, ne? Če sem šel preveč noter ali pa preveč ven, lahko samo zamenjam barvo in pobarvam z drugo. Tako da lahko z nekaj dela pridemo do izjemno dobrih rezultatov. Ne samo do nečesa, kar je uporabno, ampak do nečesa, kar je recimo uporabno tudi na kakšnem jumbo plakatu. Ali pa vsaj na kakšnem Schilleshammerju. Ali pa na kakšnem diplomskem plakatu.
Torej, najpomembnejši del, ki ga morate razumeti, ko boste poskušali iti še enkrat čez maske, je samo to, da je bela vidna in da črna skriva. Torej, to je point maske na splošno. Ne? Ona samo definira vidljivost nečesa. Vse, kar je črno, bo popolnoma nevidno, vse, kar je belo, bo popolnoma vidno in seveda vsi prehodi med tema dvema barvama sta potem nek del transparence. Ne? Torej, neka siva vmes je potem pol vidna in imamo lahko res, recimo, ne vem, če bi imeli neke dolge lase pri nekem ozadju, imamo lahko vidnost te barve, torej vidnost tega ozadja. Zelo lepe detajle lahko dobimo oziroma zelo izjemno kvalitetne rezultate, zato ker nikoli ne moramo nečesa po pomoti zbrisati in nikoli več ne dobiti nazaj. Ne. Imamo vedno možnost ali da popravimo v eno smer ali pa da popravimo v drugo smer. Tako da to je zaenkrat za danes vse. Vidimo se naslednji teden, upam, da ob isti uri, oziroma za določene upam, da malenkost prej.